V Ljudskem vrtu je tokrat gostovala ekipa Gorice. Maribor je bil seveda velik favorit, kajti na zadnjih tekmah je Maribor veliko boljši od Gorice, tole pa je še krajša slovesnost pred začetkom tekme. Tavares je spet postal vijolični bojevnik, najboljši nogometaš Maribora v preteklem letu, že četrtič zapored. Tole je že prva akcija in gol povratnika v moštvo. Dalibor Volaš je zatresel mrežo Gorice v 3. minuti in zadel za 1:0. Lepa akcija, Agim Ibrahimi je podal, Volaš pa je žogo pospravil v mrežo. Še ena akcija nogometašev Maribora, poskušal je Stojanović, obramba gostujočega vratarja, ki je žogo izbil nazaj v polje, potem pa že na drugi strani kombinacija Goričanov, podal je Slivka, Eleke pa se je sijajno znašel, premagal najprej Rajčevića, potem pa se odločil za strel in ugnal še Jasmina Handanovića za 1:1. Natančno je meril Eleke in zabil prvi gol v novogoriškem dresu. Potem kombinacija Maribora ob koncu prvega polčasa, to je bila velika priložnost, poskušal je Ibrahimi, nato pa se je žoga odbila še v prečko. Galineta pa je žogo pospravil v svoje naročje. Ostalo je pri neodločenem rezultatu. Ampak kmalu je padel še en gol, to je bil gol za Daliborja Volaša, ki je pred koncem prvega polčasa zatresel mrežo za prednost vijoličastih 2:1. Tukaj so gostje želeli prepovedan položaj, ampak žoga se je na koncu odbila od branilca Gorice in končala v nogah Daliborja Volaša. Drugi polčas in bilo je kar pestro, najprej preigravanje Agima Ibrahimija, ki je lepo prišel do zaključnega strela in žogo je v kot izbil Galineta. Nova akcija, tokrat za Goričane, po uri igre Đusdanović je bil v lepi poziciji, njegov zaključek pa je za malo zgrešil cilj. Še enkrat lepa kombinacija Primorcev, tokrat je prišel do novega zaključka Đusdanović in bil še enkrat premalo močan in natančen. Nato pa zaključek dvoboja in 81. minuta in eden izmed najlepših momentov tekme, izjemen zaključek Luke Zahovića, podal je Ndjaje. Na koncu pa je Luka Zahović pokazal, da ima pravo nogo, pravi udarec in s tem lepim lobom premagal še vratarja Gorice za 3:1. V naslednji akciji pa je padel že nov zadetek in sicer zabil je Tavares, ki je po prihodu na igrišče takoj zadel in zabil še svoj 11. gol v letošnjem prvenstvu. Igral je le nekaj trenutkov in povišal na 4:1. Potem še zadnja akcija tekme globoko v sodniškem podaljšku. Salalih je podal, Volaš pa je zatresel mrežo še tretjič in v svojem prvem nastopu v letošnjem prvenstvu v dresu Maribora po povratku v Ljudski vrt zabil kar klasični hat-trick in s tem tudi dokončno potrdil zmago. Maribor 5, Gorica ob koncu 1. Boljše se ne bi mogel zaželeti, izredno sem vesel, ponosen na to, delali smo vsi 2 meseca in v tem trenutku danes mogoče sem jaz spadal enak 3 gola, vendar smo zmagali, že v sredo je nova tekma, tako da ni časa za neko sproščanje. Ja, moram reči, da do 70. minute smo bili nami enakovredni nasprotnik. Nekako nismo videli, da bi Maribor si nekako preigral žogo, držal posest, tu smo bili tudi mi, smo bili dokaj uspešni, smo jim to onemogočili z visokim pritiskom, ampak žal na koncu se je izkazali kakovost in izkušnje Maribora, da tekmo zna pripeljati do konca. Mi nismo izkoristili danih priložnosti, ker bi lahko izenačili na 2:2 in to se je na koncu maščevalo.